Vprašanja, ki bi si jih morali zastavljati po pokolu 7. oktobra, se ne nanašajo le na barbarstvo palestinskih Arabcev, ki so izvedli največji množični pokol Judov po holokaustu. Sredi orgije umorov, posilstev, mučenja, ugrabitev in namernega uničevanja, to je tisto, kar je spodbudilo velik del sveta, da je to racionaliziral, opravičeval in celo odobraval. Danes v oddaji Think Twice razpravljamo o porastu antisemitizma po 7. oktobru in o tem, kako vpliva na svetovno družbo. Z dokumentarno ustvarjalko, ki je ustvarila pomembno novo delo, v katerem razkriva to, kar sama upravičeno imenuje kolektivni zdrs v zlo. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Veliko truda je bilo vloženega v poskuse razlage ne le tega, kaj se je zgodilo 7. oktobra 2023, temveč tudi zakaj in kako razumeti posledice tega dogodka. Kar smo bili priča v skoraj 3 letih po napadu palestinskih Arabcev pod vodstvom Hamasa na Izrael in neizrekljivih grozodejstvih, ki so se zgodila tistega dne, ni bilo le povečanje podpore sovraštvu do Judov, ampak tudi način, kako je bilo to sprejeto v medijih in kulturi kot nekaj običajnega. Po nastanku moderne države Izrael je anticionizem, gibanje, ki skuša Judom odreči pravice, za katere nihče ne bi pomislil, da bi jih odrekel komurkoli drugemu, je bil vedno neločljiv od antisemitizma. To pa se je znova dokazalo z odzivom na 7. oktober. In zakaj sovraštvo do Judov postalo ne le nekaj običajnega, ampak tudi sprejemljivo v liberalni družbi na način, ki si ga pred kratkim skoraj nihče ne bi mogel predstavljati. Kot trdi filmska ustvarjalka Gloria Greenfield, je bilo to kolektivni zdrs v zlo. In v čast nam je, da je danes z nami, da bi razpravljala o svojem novem dokumentarcu o 7. oktobru in o tem, kar je sledilo. Pa tudi o svoji osebni poti od radikalne levice do svoje trenutne misije, v kateri razkriva sovraštvo in govori resnico o vojni. Rdeče-zelena zveza marksistov in islamistov ter njihovi neliberalni somišljeniki vodijo vojno proti Izraelu in Judom. Gloria Greenfield je nagrajena dokumentarna režiserka, ki se osredotoča na krepitev judovske identitete in judovske državnosti, kot tudi na soočanje z ideološkim napadom na Jude in zahodno civilizacijo. Ena vodilnih judovskih feministk in založnic v državi v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja se je oddaljila od levice, potem ko se je soočila z njenim nasprotovanjem boju proti antisemitizmu. Odkar je leta 2008 ustanovila Doc Emmet Production, je producirala več pomembnih del, vključno z dokumentarcem iz leta 2008 The Case for Israel, Democracy's Outpost, leta 2011 Unmasked Judeophobia, leta 2014 Body and Soul, The State of the Jewish Nation, leta 2018 The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, leta 2022 Civilization in the Danger Zone. Prav tako tudi njen najnovejši, pravkar izdani dokumentarec A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, ki je trenutno na voljo za pretočno predvajanje. Gloria Greenfield, dobrodošli v Think Twice. Res je čast in veselje biti tukaj. Hvala. No, Gloria, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Začel bi z vprašanjem o vašem novem filmu o 7. oktobru in njegovih posledicah. O kolektivnem padcu v zlo. 7. oktober je bil dogodek, o katerem so veliko poročali in razpravljali. Kaj pa je v tem dogodku in o tem, kar je sledilo, v tej razpravi manjkalo, da ste se odločili, da bo to tema vašega najnovejšega dela? Bolj kot to, kaj je manjkalo, je bilo moje razumevanje ljudje, spodobni ljudje, resnično, bi bili ovirani pri razumevanju, zakaj se je to zgodilo takrat, brez razumevanja ideologij, strategij in ciljev naših sovražnikov. In tudi razumevanje, da tisti, ki so naši sovražniki, niso samo naši sovražniki. So tudi sovražniki svobodnega sveta in vseh ljudi, ki ne sprejemajo njihovih ideologij.
Mislila sem, da bi bilo res pomembno, da povabimo nazaj najbolj artikulirane strokovnjake, učenjake in analitike, da nas popeljejo skozi. Kako so nastali zametki tega sovraštva in tega imperialističnega terorja do tega, kjer smo danes? To ni novo. Morda so nekatere metode drugačne, ampak večinoma smo to že doživeli. Naše prejšnje generacije so to že doživele. Ampak to se zdaj dogaja s tako hitrim tempom, da je res zelo pomembno, da to razumemo in se učinkovito upremo. Hvala, da ste spremljate Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli platformi za podcaste, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, mislim, da je postavljanje v kontekst bistveno in Je očitno nekaj, kar manjka v večini razprav o 7. oktobru. Kaj je bil najtežji element pri ustvarjanju filma o 7. oktobru? Kaj ga je resnično ločilo od vaših prejšnjih tem, ki so obravnavale, veste, to civilizacijsko vojno, ki ste jo izpostavili? to je bil najtežji film, kar sem jih kdaj posnela. Najtežji zame osebno, ker zaradi njegove barbarstva in grozodejstev ter groze, ki jo prinaša in dela na njem. Delati na tem brez oddiha. Čustveno je bilo zame zelo, zelo težko. Na srečo, vzgojena sem bila, da sem borka. In razumela sem, da je to verjetno najpomembnejši film, kar sem jih kdaj posnela. In morala sem samo prebroditi to in narediti to po svojih najboljših močeh. In na srečo, kot sem že rekla, uspelo mi je prebroditi to in delati z materialom, ker sem imela najboljše ljudi v filmu. In to so analitiki, to so novinarji. To so akademiki, ki so prinesli svoje neverjetno razumevanje v ospredje. No, zagotovo lahko razumem, kako je zelo travmatično, če se resnično poglobiš v to, kaj se je dejansko zgodilo in kako je prišlo na dan, ter celo v posledice. In pravzaprav, ljudje, veliko ljudi in večina ljudi ni videla najbolj nazornih posnetkov, ki dokumentirajo, kaj se je dejansko zgodilo. Očitno si jih ti. Novinarji, kot sem jaz, so jih videli. Ampak za veliko ljudi je to samo abstrakcija. To je datum, to je tema. In tema, od katere bi se veliko ljudi lahko hitro odmaknilo, biti tako globoko vpet v to, pa je moralo biti izjemno naporno. Ja, mislim, da je še ena stvar, ki jo želim dodati, ta, da ne gre samo za 7. oktober. Spet, zgodovina, nastanek tega sovraštva, te imperialistične dejavnosti strani džihadistov in njihovih koristnih idiotov, zahodnih radikalcev. Ampak je tudi, kaj se dogaja potem. In ne gre samo za to, kaj se dogaja potem na univerzah, ampak res zajame to, čemur pravimo dolgi pohod v družbe. In je tudi, veste,
ima priložnost, da razume, da je bilo to načrtovano. Že dolgo časa nazaj. To se je začelo, veš, pred 30–40 leti. In s tem mislite boj za nekako delegitimizacijo Izraela in Judov, ter poveličevanje, veš, križarske vojne, džihada za uničenje Izraela. Da, in ni namenjeno samo uničenju Izraela. Mislim, kaj se dogaja z judovskim narodom, oziroma kaj se je zgodilo z judovskim narodom 7. Se dogaja afriškim kristjanom v Nigeriji in drugih državah v Afriki. Ne gre samo za uničenje judovskega naroda in uničenje Izraela. Gre za uničenje svobodnega sveta in uničenje vseh skupin ljudi, ki ne sprejemajo islamističnih ideologij. In mislim, da smo zdaj prišli do te točke. In pomembno je, da to razumemo in se združimo. Vsi ljudje, ki so ogroženi in jih ti islamistični barbari pobijajo. In mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, da je to širše od nas. Vendar smo mi v prvi bojni liniji in nosimo največje breme. Ja. Kaj ste se naučili med snemanjem tega filma, kar vas je presenetilo? Mislim, za tiste, ki so želeli izvedeti resnico o 7. oktobru, je bila ta zagotovo na voljo. Ampak kaj ste izvedeli med prizadevanji za ustvarjanje tega filma, česar prej niste vedeli? Pri pripravi na snemanje tega filma sem opravila ogromno raziskav. In ko sem dejansko začela sem bila seznanjena z kaj bi bilo. Prispevki različnih komentatorjev v filmu. Poleg tega, da sem izvedela nekaj o sebi, kar je bilo to, da grozi mi, da me lahko vse skupaj tako preplavi, da me skoraj ohromi in moram si bolje razporediti tempo. Ampak to ni resnično pomemben odgovor. Pomembno vprašanje je, kakšno je bilo gradivo, ki ga je film prejel od komentatorjev, česar prej res nisem razumela. In tako je del tega iz mojega intervjuja z Manuelom Atalangijem v razumevanju, kdo je strokovnjak za Hezbolah v Latinski Ameriki in razumevanju ne le tega. Da so predstavljali veliko grožnjo Severni Ameriki, kar sem sicer vedela, nisem pa vedela o tem. Partnerstvo, ki je potekalo v Latinski Ameriki s Hezbolahom, partnerstvo z Rusijo in njihovimi letali. Nisem vedela, da so nekatera od teh letal prevažala ljudi v to državo nezakonito. Takšne stvari so mi res pomagale videti povezave, ki jih prej nisem. To ni edina stvar, bilo je veliko takšnih stvari. Je tako obsežno, da sploh ne vem, kje naj začnem. Ampak večinoma mislim, da ker sem leta 2012, pravzaprav je bilo to
leta 2011 izdala film z naslovom Unmasked Judeophobia in ta film je preučeval ponovno pojavljanje smrtonosnega sovraštva do Judov po vsem svetu. In takrat se je zdelo, da je bilo res, veste, slabo. Torej tukaj in nisem vedela, ni mi bilo jasno, ko je to izšlo leta 2011, da se bo morala vrniti k tej temi. In Ja, ko sem nismo prišla vedeli, do... kako slabo je, veš, mislili smo, da je slabo, nismo pa vedeli, kako zelo slabo. Tako je. In kako veliko slabše bi lahko še postalo. In ko zdaj pogledam na leto 2011, je bilo tako, in vem, da je to verjetno grozno reči, ampak če pogledam nazaj, je bilo v primerjavi s tem leto 2011 mala malca. Veš, in tempo, s katerim se stvari zdaj odvijajo, je tako hiter, kot da je vsak dan nekaj novega. Vsak dan je še ena informacija ali še ena grozota, ali pa je vedno več ljudi, ki so bili nekoč običajni, domoljubni ljudje, trezno misleči ljudje, ki so zdaj kar potopljeni v to grdobijo, ne da bi to ustavili, ampak da to spodbujajo. In Ja, to je in mislijo, da grozljivo. so pravični, ker to počnejo. Tako je, tako je. In na nek način je to kot epidemija. In tudi, kar sem se naučila iz te izkušnje produciranja in režiranja, ustvarjanja tega filma, je, da je še toliko bolj pomembno, da jaz prej sem mislila, da je bolj pomembno, da Judje in kristjani še posebej sodelujemo, ker imamo skupnega sovražnika, ki ima namen pobiti tako Jude kot kristjane. In če se ne združimo in na to povabimo še druge, ne glede na to, ali so drugi ljudje, ne glede na to, ali so verni ali neverni, ali so hindujci ali karkoli drugega, da moramo te ljudi združiti. In danes so ljudje, ki so resnično, danes so res izjemni ljudje, kot Richard Landis, kot Charles Jacobs, ki dejansko delajo na teh vprašanjih združevanja ljudi, tako imenovanih nevernikov skupaj. In to moramo narediti skupaj, ker je judovsko ljudstvo premajhno po številu. In imamo svoje lastne težave, za katere moramo poskrbeti. Mislim, veste, niso vsi Judi prepričani, da so del naroda, ali pa prepoznajo, da so del naroda. In to je resen problem. To me spominja na vse, kar sem prebrala v času. To me spominja na vse, kar sem prebrala v začetnih fazah nacističnega režima. In bila je skupina Judov, ki je mislila, da bodo varni, če bodo podpirali Hitlerja. No, oni so bili prvi, ki so jih ubili. Ja. Torej imamo zapleteno situacijo, s katero se soočamo. Res je. Zdaj je porast antisemitizma po 7. oktobru zagotovo razkril moralno gnilobo na levici, kar raziskujete v tem filmu. V zadnjem desetletju smo bili priča zmagoslavju šole levičarskih ideoloških skrajnežev. Ko so zaključili, kot ste prej ustrezno omenili, svoj dolgi pohod skozi ameriške institucije, ki je kulminiral morda v moralni paniki med poletjem gibanja Black Lives Matter leta 2020. A zanimivo je, da ste to predvideli že dolgo nazaj. V 70. in 80. letih ste se kot vodilna judovska feministka in založnica soočili s sovraštvom do Judov. Nam lahko poveste, kaj ste takrat doživeli in o svoji poti od tistega časa do današnje vloge pri ustvarjanju dokumentarnih filmov, ki si prizadeva za krepitev judovske identitete in obrambo Izraela?
To je bilo zelo zanimivo obdobje v mojem življenju, milo rečeno. Bila sem naivna in jaz v bistvu, kot mnogi drugi, ne vsi, ampak bilo nas je veliko, ki smo bili potegnjeni v to gibanje. In bili so deli tega, ki so bili razumni, deli ženskega gibanja, ki so se borili za enake pravice. In enake pravice so zelo časten cilj. Toda kot pri vsakem gibanju se lahko pojavi radikalizem, kar se je tudi zgodilo. In bila sem vključena v radikalni feminizem. In doživela sem veliko sovraštva do Judov. In žal v tistem času v radikalnem feminističnem gibanju je bilo večina sovraštva do Judov, ki sem ga doživela, strani temnopoltih radikalnih feministk, Audre Lorde in drugih. In takrat na konferencah antisemitske ženske, ki so bile pač temnopolte in radikalne, so poskušale ustrahovati judovske radikalne feministke. In so govorile, da so morale njihove matere čistiti stranišča našim materam, ker smo vse, veste, prihajale iz premožnih družin. No, moja mama je bila čistilka na moji srednji šoli. In imela sem zelo realističen pogled na, kaj so bile v resnici samo ogabne laži, z namenom, da nas prestrašijo. In zato sem se s tem soočila. In če me je katera od njih ali kadarkoli katera od njih označila z žaljivim imenom, sem jim potem tudi sama rekla primerno. Žaljivo ime, da bi razumele. Kot je nekoč rekel Menahem Begin, nismo Judje s tresočimi koleni. In bilo je, vzelo mi je verjetno leto in pol, da sem razumela, da tega gibanja ni bilo mogoče rešiti, da je bilo strupeno. In tako sem se poslovila od vsega tega na velikem shodu v San Franciscu in odšla. In to. Pravzaprav, medtem ko mi je bilo res v olajšanje, da sem odšla, pa je to pri meni pustilo nekaj travme. In potrebovala sem približno 4 leta, da sem se resnično izvlekla iz tega, se počutila svobodno in nadaljevala svoje življenje ter počela pomembnejše stvari. Ja, no, jasno je, da je neomarksistična levica vodila uspešno vojno proti zahodni civilizaciji in Judom že od tvojih časov kot feministične založnice. Ampak vprašanje je, zakaj je tako malo drugih ljudi to predvidelo ali razumelo tako kot ti? Kaj to je in kam bo to vodilo? Mislim, govorimo o davnih časih, veš, v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Veš, mislim, da je nova generacija odkrila ta antisemitizem na levici, veš, z ženskim pohodom, ki je bil odziv na izvolitev Donalda Trumpa. Ampak to je bilo dolgo potem, ko si ti to doživel. Zakaj to, kot zdaj rečemo, ni postalo viralno? Zakaj je bilo to preprosto prezrto? To je imelo veliko ceno. Bila je velika cena, če si zapustila žensko gibanje, če je bilo to tvoje celotno življenje, tvoj celoten svet.
Ker je bilo tako, bilo je toliko. Popačeno. Občutkov, ki so jih ljudje imeli do ljudi zunaj gibanja. Da je bilo tako, morali ste razumeti, da greste proti svetlobi, ne temi. Zapustili ste temo. Veš, Nestrpnost do moških, nestrpnost do žensk, ki so se odločile dati prednost svoji družini, do žensk, ki so dejansko uživale v tem, da so videti privlačne. Mislim, to so nore stvari, ampak bilo je, kot da bi odšla na drug planet. No, to je bilo, veš, kot popolnoma drugačna kultura. Prav. Res? Prav, bila je skupnost z drugačnim besediščem. Bilo je zanimivo. Moram reči, da sem imela veliko srečo glede tega, kako sem bila vzgojena. Vzgojil me je moj oče, ki je ljubil Izrael. In se spomnim, veš, ko sem bila stara 5 let in sem sedela v njegovem naročju, rojena sem bila leta 1950, mimogrede. Torej, ko sem bila stara 5 let, veliko ameriških Judov je še vedno ugotavljalo, kaj se je zgodilo, in določene stvari, ki so se zgodile med holokavstom. In moj oče ni mislil, da me mora prositi, naj zapustim sobo, ko sta on in moj stric, drugi strici, veste, govorili o teh odkritjih. Tako sem odraščala z razumevanjem, da ja, v svetu obstaja zlo. Zlo je resnično, prisotno je. In on, tako da me je tudi naučil, da če bi mi kdaj kdo rekel kaj slabšalnega ali ogabnega o tem, da sem Judinja, da je bilo v redu, če se borim proti njim. Kar sem tudi storila. In tudi on je to storil. Tako sem odrasla z razumevanjem, da biti močna pomeni, da se upreš, da je bilo zelo pomembno stati pokončno. In to je tisto, kar narediš. Ko sem enkrat prebrodila tisto norost, ki sem jo imela, v katero sem bila vpletena v radikalnem feminističnem gibanju, medtem ko sem bila v njej. Potrebovala sem nekaj časa, da sem se nekako otresla vse te travme, zaradi tega vedela sem, da so bili močni, vedela sem, da zunaj obstajajo izjemni Judje. Mislim, ko sem bila v osnovni šoli, v hebrejski šoli, smo vsi imeli dopisovalce v Izraelu. Moja je bila Jafa Šalom. In vedno sem si želela, da bi ga spoznala, ampak ga nisem. Ampak v vsakem primeru, družina igra zelo pomembno vlogo pri vzgoji svojih otrok. Ne glede na to, ali bodo njihovi otroci odrasli v močne, ponosne Jude, ali pa se bodo videli kot žrtve. In mislim, da je to danes problem za mlade Jude, ker smo dali toliko poudarka vlogi žrtve zaradi woke ideologije, ki pravi, da če nisi žrtev, potem si slab. prav. In tako smo celo videli, kot veš, veš, ljudi, ki so poskušali dokazati, da so res žrtve, in da bi bili tako sprejemljivi in spoštovani. To je zelo nezdravo. In družine morajo to razumeti. In to sem se naučila od Ruth Weiss, da je bila to napaka. Ko smo se osredotočile samo na holokavst. In ona ne pravi, in tudi jaz ne pravim, da preučevanje holokavsta ni pomembno. Seveda je pomembno, vendar je prav tako pomembno preučevati našo odpornost. Ja, judovstva ali judovske identitete ne moremo opredeliti samo skozi holokaust ali zgolj skozi judovsko trpljenje. Prav. Tako da mislim, da je moja ocena, kako sem lahko prišla tja, kjer
kjer sem zdaj. Ne govorim o, veste, sovraštvu do Judov, ki obstaja, ampak govorim o tem, da sem spet postala celovita oseba. To je bilo zato, ker sem imela srečo, da me je moja družina učila ne le o holokaustu, ampak tudi o uporu. Ja, no, to se je kulminiralo, veste, žensko gibanje, veste, v smislu, kot ga opisujete, kulminira v svetu po 7. oktobru, v katerem feministične organizacije, ki, veste, imajo, veste, so se lotile vprašanja spolnega nasilja in njegove uporabe kot orožja vojne, popolnoma so prezrle judovske ženske, ki so bile žrtve. Ta element 7. oktobra, zaradi njihove intersekcionalnega zavezništva s Palestinci. Mislim, vse izhaja iz tega, kaj ne? Ja, veste, demonizacija judovskega ljudstva in judovske države je bila zelo učinkovita. In zato ni pomembno, kaj ne? Preprosto ni pomembno, če so judovske ženske in moški posiljeni in kastrirani ter, veste, preprosto raztrgani na koščke. To je dejansko v glavah nekaterih od njih, to je pravzaprav nekaj dobrega. To je čiščenje sveta Judov. In pomembno je, da razumemo vpliv, da imamo dejansko priložnost videti vpliv demonizacije in delegitimizacije judovskega naroda in Izraela. Ker to je tisto, kar te pripelje do tega, da rečeš, da ni pomemben. Zakaj bi to priznali? Mislim, saj veste, to je nekaj odličnega. Znebili smo se še več demonov. Ja. Veš? V bistvu gre za idejo, da so si Judje, ki so bili, veš, umorjeni, posiljeni, mučeni, ugrabljeni 7. oktobra, to zaslužili. Prav, Mislim, točno to je to. tako. Točno Na tako. to se vse skupaj nanaša. Na to. In to je tisto, kar smo slišali od, veste, intersekcijske levice. In zato je, veste, feministično gibanje po 7. oktobru zatajilo. Ja. Res je. Res je. Za tiste, veste, za tiste izraelske feministke bilo je uničujoče zanje, ker so bile izdane. Dejansko so mislile, da jih je globalno feministično gibanje sprejelo. In spoznale so resnico, ko niso bile sprejete. Ja, zdaj, ta padec v zlo, ki ste ga raziskali in razkrili v tem filmu, je očitno nekaj, s čimer se politična levica in posebej judovski liberalci običajno nočejo soočiti. Pri mnogih dobronamernih liberalcih obstaja težnja, da ločujejo med svojim gnusom nad tem, kar se je zgodilo 7. oktobra, in razumevanjem, kako je na to reagiralo množično gibanje, ki je to bodisi pozdravilo ali opravičevalo, je pripeljalo antisemitizem v glavni tok. Zakaj mislite, da toliko ljudi ni pripravljeno potegniti zaključkov o svojih liberalnih zaveznikih, ki so na 7. oktober reagirali z napadi na Izrael namesto s podporo? Ja, žal. So Jude, ki jim je ta situacija zelo neprijetna in so sprejeli idejo, da Izrael in izraelske žrtve tistega barbarstva 7. oktobra so si to zaslužile. Pravzaprav mislijo, da so si to zaslužili. Če ne gredo tako daleč, da bi menili, da so si žrtve to zaslužile, potem se tolažijo s tem, da mislijo, no, mi nismo taki Judi. In dokazali bomo, da nismo taki Judi. Tako, da se bomo pridružili shodom proti Izraelu in podobno. To je zelo sebičen, vase usmerjen pogled. In če si Jud, ki nima, ali če si slučajno Jud, in če se ne šteješ za del svojega naroda,
potem ni nobene zvestobe svojemu narodu. Kaj ne? In tvoja zvestoba je potem lahko usmerjena k izbereš katerokoli izmed protiizraelskih organizacij ali ideologij. To postane tvoja gonilna sila, namesto razumevanja. Vsak od nas nosi odgovornost, da poskrbimo, da naši ljudje uspevajo in da država Izrael, judovska država, ostane močna in varna. Tako da na nek način, pravkar mi je prišlo na misel med tem pogovorom, da je to podobno Američanom, ki niso več domoljubni. Ne čutijo nobenega domoljubja do države, ne čutijo nobene obveznosti do države. In tam zunaj vzklikajo smrt Ameriki. Ja, to je ista stvar. Ja. Seveda. Kaj mislite, kaj je omogočilo Hamasu, da je prepričal toliko osrednjih medijev, da so njihove laži o Izraelu predstavljali kot resnico in da so dejansko obrnili zgodbo? Na nek način. To je omogočilo, da so bili tisti, ki so izvajali grozodejstva in načrtovali genocid, prikazani kot žrtve, medtem ko je narod, ki je bil žrtev, lahko bil lažno obtožen genocida. In da je to postalo, veste, liberalno prevladujoče prepričanje, kako so se sodobne krvne obtožbe v realnem času v 21. stoletju pred našimi očmi uveljavile kot splošno sprejeto prepričanje na levici. Prav, no, imeli so načrt. Vse to je bilo načrtovano. Bilo je načrtovano. Veste, to so načrtovali že leta in so bili zelo strateški. Torej, če pogledamo faze propaganda. In ne samo propaganda, ampak tudi sekularizacija Zahoda, vključno sekularizacijo prevelikega števila, previsokega odstotka v judovskem svetu, ki ljudem omogoča, da obrnejo hrbet, bodisi svoji narodni identiteti ali svoji državi. In to se je dogajalo. In lahko smo videli, na primer, vpliv The New School in Columbia, ki so povabili nekatere evropske učenjake, ki so res bili očetje woke ideologije. Ki, veste, opredeljuje Izrael in Jude kot bele. Kar je nesmisel. Ampak tako ljudje razmišljajo. In cela generacija, ki je bila prepojena in indoktrinirana v teh idejah, ki so bile nekako na obrobju, takrat, ko ste bili, feministični založnik, so zdaj popolnoma v glavnem toku. Dominirajo v izobraževalnem sistemu. Ja, res dominirajo in do te mere, da na srečo, ampak ne dovolj, starši razumejo, da so nekatere pravzaprav preveč teh univerz, strupene. In vemo, da obstajajo, veste, res dobre družine, ki vzgajajo svoje otroke z odličnimi vrednotami in kot močne cioniste, potem pa gredo na univerzo in so zastrupljeni. So zastrupljeni in mislim, da so zato organizacije, kot je Tikva Fund, ki dejansko gradijo nove institucije, to izjemno pomembno. Veš, obstajajo. Obstajajo tudi druge organizacije, bodisi javne ali zasebne, ki se združijo in poskušajo pridobiti svoj položaj nazaj v katerikoli industriji, ki ji pripadajo, pa naj bo to zabavna industrija ali karkoli drugega.
In kar oni in namesto, da bi naredili to, kar prejšnje generacije v tej državi so naredile. Ko judovskim zdravnikom ni bilo dovoljeno delati in jih niso sprejemali za delo v bolnišnicah, smo zgradili lastne bolnišnice. Ko judovski odvetniki se niso mogli zaposliti v odvetniških pisarnah, smo ustanovili lastne odvetniške pisarne. In mislim, da je za nas res pomembno, da to razumemo. Ne bi smeli želeti, da se vrnemo v bolne. Institucije. Potrebujemo zdrave institucije. Tja bi morali usmeriti svojo energijo in se uskladiti. Tja bi morali usmeriti svojo energijo in se uskladiti. Sodelovati. Če se bomo povezovali s komerkoli drugim, se moramo povezovati z zdravimi institucijami. To je res pomembno. In da bi to dosegli, se moramo videti kot močne. Ceniti moramo svojo zgodovino kot narod. Ampak ni nam treba plaziti se, ni nam treba prositi in zagotovo nam ni treba ugajati. Ja. Zdaj je soglasje med izobraženimi sloji. Zagotovo v Združenih državah, da je Izrael zloben in da so Palestinci dobri, zakoreninjeno v uporabi kritične rasne teorije, intersekcionalnosti in naseljenskega kolonializma v političnem diskurzu. Toda ne glede na to, kako se je to zgodilo, je mnogim Judom dalo občutek, mislim, da so številčno povsem prekašani in izolirani. Kaj mislite, da lahko Judi storijo glede te situacije, o kateri poročate v svojem filmu? Mislim, da jih je nekaj. Ali jih želimo imenovati narodi ali države, iz katerih bi Judje res morali oditi. Najprej mislim, da je to res pomembno poudariti. Mislim, da bi morali vključiti države, kot je Francija, in zdi se precej verjetno, da bi morali vključiti tudi Združeno kraljestvo in morda Nemčijo. Ampak če govorimo v tem trenutku, država, kot so Združene države Amerike, kar ni samoumevno, mislim, da. Mislim, da bi morali. Cenimo, da obstajajo. Obstajajo nekateri voditelji, ki so resnično borijo se za nas, borijo se za našo varnost. In moramo stopiti naprej in ljudem povedati, kaj smo prispevali k ustanovitvi te države. In kaj smo dejansko prenesli svetu z vsem, kar smo naredili, ne iz opravičevalnega, veš, prosjaškega. Morate nas imeti radi. Poglejte, koliko cepiv smo ustvarili, ali poglejte, koliko veste. Nobelovih nagrajencev. Take stvari. Veste, vse to. Na to moramo biti ponosni. Ampak na to moramo biti ponosni sami zase. Če znamo ceniti, kaj smo prinesli civilizaciji in kaj še naprej prinašamo civilizaciji, in ne dovolimo, da bi kakršnekoli obtožbe ali demonizacije vstopile v našo zavest, v naše lastno razumevanje sebe, v našo lastno identiteto, potem bomo imeli moč. Da naredimo, kar moramo narediti, da bomo še naprej delali dobre stvari za svet. Ker smo kot narod luč med narodi, to si moramo povrniti. In prav tako moramo razumeti, da potrebujemo samospoštovanje, da če ljudje poskušajo uničiti nas, moramo biti borci. Moramo se upreti na vse načine, na katere se lahko. In to nam bo pomagalo ohraniti naše dostojanstvo in naš obstoj. In ljudje morajo razumeti, ljudje morajo razumeti, če tega še ne razumejo. Napadanje nas, demoniziranje nas, pravzaprav demonizirajo sami sebe.
in njihovo sovraštvo se hrani s tem, da verjamejo v nasprotno. In to je vedno bil znak, vsi vemo, da je to vedno bil znak, da ko se pojavi sovraštvo do Judov, je to pokazatelj, je nekaj hudo narobe z državami, s celinami ali s svetom. Da je to znak nevarnosti. Če lahko to tudi razumemo, potem ne bomo dovolili, da bi to samo sovraštvo raslo. Nisem prepričana, če sem odgovorila na vaše vprašanje. No, to je kar dober. Mislim, da je tudi pomembno poudariti, da v Združenih državah Judje niso sami. Mislim, da se lahko tako zdi. Veš, govoriva dan po oziroma nekaj dni po. Veš, Abdul El-Sayed je zmagal na demokratskih predizborih za senat v Michiganu, kar pomeni, da je odkrito antisemita v položaju, da pride v senat Združenih držav. Tako kot je Zorah Mamdani postal župan New Yorka. Ampak ni tako, da ni ljudi, ki bi mu poskušali nasprotovati, čeprav je veliko liberalnih Judov dalo prednost svojim zavezništvom z levico pred obrambo Judov pred antisemitizmom. Prav. In bila je čudovita. Stvar, ki se je pravkar zgodila, da je Marco Rubio pravkar napovedal, da je zdaj pravilo, da mora vsakdo, preden dobi vizo za vstop v to državo, biti preiskani. Vsa družbena omrežja in druge metode preiskovanja bodo uporabljene, da se zagotovi, da ljudje z namenom škodovati Judom v tej državi ne bodo smeli vstopiti v to državo. To je res pomembno. Mislim, da je malo neverjetno, da je to samo Ampak veš, ko pritisnite L. preučuješ, kdo spodbuja toliko teh študentskih protestov, ki so usmerjeni proti Judom. Zagotovo, to je. In pa, veš, prihod tujih študentov, še posebej iz antisemitskih držav na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, se zdi precej učiten. Ja, in Victor Davis Hanson to zelo lepo izrazi v filmu. Ja, to moramo priznati. Ja, In tudi Rachel Fish. Ona govori o tem, kako je nujno, da univerze sprejmejo pravne ukrepe proti njim. Veste, ljudje, ki prihajajo od zunaj na univerzo, da bi spodbujali, veste? Težave, da bi spodbujali sovraštvo. Kaj je najpomembnejša stvar, ki si jo želite, da bi si jo vaše občinstvo zapomnilo iz tega filma? Najpomembnejša stvar, ki si jo želim, da bi si jo občinstvo zapomnilo iz tega filma, je razumevanje, da obstajajo ideologije, ki spodbujajo to sovraštvo do Judov in kristjanov ter vsega Zahoda. In obstajajo zelo učinkovite strategije, ki jih uporabljajo. Zato moramo razumeti, da to, o čemer govorimo, ni povezano z, recimo, dialogi. To je. Zelo pomembno je, da ljudje razumejo, da so sovražniki, ki vse to vodijo, imajo morilske namene. In po njihovih lastnih besedah, na koncu gre pri vsem tem za vzpostavitvi globalnega kalifata, da bo svetu vladalo šeriatsko pravo. To je res pomembno, ko to enkrat razumeš. Ja, vse sledi iz tega. Tako je. No, to je pomembna točka, za katero upam, da jo bodo ljudje, ki si bodo ogledali ta film, tudi opazili in ga res toplo priporočam. Gloria, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci gledajo ali pretakajo film A Collective Descent into Evil in kako lahko pomagajo pri ustvarjanju takšnih filmov? Film je zdaj na voljo za pretakanje na kanalu Roku. Je brezplačen, razen če želite kupiti naročnino, da bi ga lahko gledali brez oglasov. In na voljo so tudi DVD-ji. Če obiščete dovsummit productions.com,
To je spletna stran Doc Emmet, Doc Emmet Productions, in tam je trgovina in tam lahko dobite DVD-je. Lahko organizirate projekcije za svojo skupnost. Z veseljem pridem in celo spregovorim ob filmu, če želite, ampak lahko organizirate projekcije. In če želite to narediti, me lahko kontaktirate na docemitproductions.com. Lahko mi pošljete sporočilo na nadzorni plošči. In obstajajo skupnosti, kjer je film trenutno na voljo v Združenih državah Amerike, Kanada, Združeno kraljestvo in Mehika. Na kanalu Roku. In v prihodnje bo film na voljo tudi na dodatnih platformah. In zelo vesela sem, da bo projekcija filma v Jeruzalemu 8. novembra v centru Menahema Begina. Pri tej projekciji sodelujemo kot partnerji. In če želite biti na tekočem, kje se odvijajo projekcije, obiščite docemitproductions.com in kliknite na film. Potem vam prikaže seznam prihajajočih projekcij. V redu, no to je izčrpno in priporočam našim gledalcem in poslušalcem, da si ga ogledajo. To je pomemben dokumentarec. Lahko dodam še nekaj. To je bilo Seveda, del prosim. vašega vprašanja. Vprašali ste, kako lahko ljudje pomagajo pri ustvarjanju teh filmov. Ne glede na to, ali gre za $10 ali 6-mestno vsoto, ni pomembno. S tem, da donirate, darujete organizacijam, kot je docemitproductions.com, ki je neprofitna organizacija s statusom 501c3. Omogočate nam, da lahko še naprej ustvarjamo te pomembne filme. Vesel sem, da si to dodal. Točno to smo želeli predstaviti. Prav tako se želimo zahvaliti naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Tobin Daily Edition, ki ga lahko slišite kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS, kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. In kmalu se spet vidimo.